Čau, Alenka tukaj, kako ste? Danes smo za vas en prav poseben video, ampak najprej pa zdaj tako. Naročite se na kanal, ker drugače ne veste, kdaj video vam pridejo in meni ful pomagate s tem. Sicer delali bomo video, ki ima naslov Kako osvojiti žensko? Ta video ni za moške, ki se hoče samo poigrati žensko, ta video je za moške, ki hoče žensko, ki jim je iskreno všeč, osvojiti. Prva točka. Dobro blago se samo hvali. Recimo, da ste že na nekem nivoju, da se dopisujete, da se slišite, da Messenger laufa, da ste na vezi, da jo že počasi vabiš na dejte. Recimo, da začnemo tukaj z dejti. Moški recimo, da velikokrat čutite potrebo, da se izkažete in da jo prepričate na ta način, da ji razlagate o tem, kaj vse ste dosegli, v čem vse ste dobri, kaj vse počnete, da kažete slike, da se na nek način želite pohvaliti, da vaš ego nekako probate ubesediti, kaj vse ste sposobni in zakaj ona vas hoče imeti. Ampak iskreno, ta cockiness pa to, da hoče na vsak način takoj pokazati vse, pa povedati, ker imate vse, pa ker ste zmožni, pa ker ste dosegli to, ponavadi delno izpade tako, da mogoče niste najbolj samozavestna oseba, ker hočete vse to takoj na pladnju postrešiti. In pustite ženski, da sama raziskuje, lahko na tak soliden način omenite, kaj počnete, in če bo ona zainteresirana v te stvari, bo rekla, wow, res, daj mi več povej. Če si drug Michael Jordan, povej to, omeni to, ker verjetno vzame veliko tvojega časa, ampak ne jo probati prepričati, da je to najboljša stvar na svetu, ne se odloči sama. Drugič, še preden gresta na dejt, baterija me je zrkana, zdaj pa ne vem, kje sem ostala. Ženske se zares želimo vedno počutiti, da smo nekaj posebenega za vas. Želimo se počutiti, da nobena prej ti ni bila toliko všeč, da bi za njo naredil to pa to pa to pa to stvar, in če se boš za ta dejt, ki je mogoče prvi, drugi ali pa tretji, res potrudil, zna na njo narediti res veliko impresijo. V bistvu ne da je mogoče, ampak to je skoraj definitivno, če bo dejt res izbiran, če jo boš sam kuhal, če jo boš povabil na ladico nekam, če jo boš povabil na piknik in se res potrudil z tem, kaj boš prinesel, od vina do hrane do... Okej, tukaj moram omeniti, da razumem, da jo ti mogoče še ne poznaš tako dobro in veš, da ti je všeč, ampak še zmeraj greš preneti tisto eno kavo, normalno pijačo zvečer, da vidiš, če ti je punca res všeč, ampak kad ti je enkrat zares všeč, se pa potrudi in naredi res amazing date. Tretja točka, malo posebna, in sicer imej rad. Si na dejtu žensko, ki jo zares hočeš imeti in je res cool oseba in je in sploh simpatična, je verjetno tudi dober človek. In tisto, kar ti lahko sproduciraš tisti večer, da izpadeš noro simpatičen, je to, da imaš preprosto rad. Kaj? Vse. Ljudi okrog sebe, kelnarja, da si spoštljiv do njega, do stare mame, ki gre mem tisti večer slučajen, stare gospe. Da nisi mamin sinko, ampak da si sposoben v debati pokazati, da spoštuješ in imaš rad družino, da imaš rad otroke. Zanimivo je, ker jaz recimo nisem mahna na otroke, ampak še vedno moški, ki je dobro z otroki, je nekaj nenormalno privlačenega. Glavno, te stvari znajo njo res očarati, vsaj mene so. Zakaj? To je čist preprosta logika iz pradavnine po moje, preprosto, ker drugim si sposoben pokazati, da imaš nek spoštovanje in da imaš rad življenje in ljudi okrog sebe, bo ona čutila uno varnost, da boš tudi njo lahko imel rad. In če že svoje mame, ki so te vmes po telefonu slučajno slišala, prijazen, bo ona videla, da ni važno, če imaš žensko, katerokoli v življenju, že ne vem, 30 let, boš še vedno do nje dober in ona se takrat počutila varno. Četrtič, zanimiv življenje. Kar ne pomeni, da moraš biti ekstremen športnik, da moraš prepotovati cel svet, da moraš imeti najhujši job na svetu. Lahko je to, da si gamer, lahko je to, da imaš nek šport v življenju, lahko je to, da si noro zaljubljen v svojo kariero, lahko si še vedno na faksu ali po srednji šoli, pa da že veš, kaj boš. To je ful privlačno in ful dober. In da vidi, kako si lahko predan eni stvari, ker bo imela občutek, da njej lahko predan. Znam, da imaš neko strast, da te nekaj žene naprej, da imaš ambicijo. Peta točka. Bod stalker. To je zdaj tako mišljeno. Do ene meje si lahko prvoščeš biti, preden jo dejansko prvič peleš ven, ker če ti zakaj skozi roko maham, sorry, če ti ženska zares všeč, si lahko prvoščeš prečekirati njeno Facebook zgodovino, Instagram zgodovino, čekiraj te stvari in definitivno boš vam potegnil verjeten njene hobije, kaj je dejansko všeč, kjera barva je kul, kaj rada počne, a gre rajš v hribe, a šla rajš plavat, a bi raj... Že za ta prvi dejt je to pomembno, da je lahko res preseneti z eno stvarjo. Mogoče je 2 tedna nazaj objavila, OMFG, res bi šla rada jaz v Uno Mehiško. Pelje v Uno Mehiško. Nič ni narobe, če pa jo priznaš, rečeš, ja, mečken sem stalkal, ker bo vedela, da si ji všeč in bo očarana 100%. Tukaj zraven mogoče še malo podtočk. Glede plačila. Seveda smo enakopravni,
zelo lepo in fair je od nje, če bo vzela ven denarnico in želela plačati, hvala Bogu. Ampak dajmo tako reči, nekako kdo je koga povabil. Če si ti njo povabil, recimo, da si v tem primeru ful lepo, če ji ne dovoliš plačati in pa naslednjič nekako dovoliš, ker bi bilo fair ali pa da ona tebe povabi definitivno. Če si ti njo, bi bilo res cute, če ti plačaš, to je res lepo. Po možnosti, ki gre ona na WC ali pa kaj takega, to je res amazing. Podtočka ful pomembna, če mogoče nista sama, mogoče da se več, pa njena družba po možnosti, očaraj njeno družbo. To, da se potrudiš za njeno družbo, ker ženske smo drugačne. Moški ponovadi ne govorite o tem, v detajle ne greste, s kom ste šli ven, kakšna je bila punca, tralala. Mi ženske imamo večjo potrebo po tem, da to vse razložimo, predvsem prijateljem niti ne. In si obenem želimo, da izpadete čim boljš in smo ful nahajpane glede tega in tukaj imaš možnost, da očaraš njene kolege. In to je nekaj najboljšega, ona bo očarana nad tabo in ko jo njeni kolegi to potrdili, ja, on je pa res awesome, bo to definitivno tudi na vašo žensko vplivalo. To skoraj lahko obljubam, čeprav še ne bi smelo biti kompa tako je. Ok, mislim, da je to. In komentiraj spodaj, če bi rad videl video ali pa če bi rada videla video, kako veš, da si ji všeč, oziroma lažje govorim tako, kako veš, da si mu všeč. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posnetek, že nisem posnela teh 5 žensko-moških zadev. A mi všeč? Jaz sem Alenka, lačna sem tako, da grem jaz zdaj. Hvala, ki ste gledali, če ste zdržali do konca, hvala, ki ste komentirali, lajkali in se naročili. Prosim, se vidimo naslednjič, boste v cvetju pomladja. Radi se imejte, aj čau!